po kvalitetah, ki jih hočemo deliti z drugimi in tudi po šibkih točkah. Se pravi, glede na to, o nekvalitetah in nefunkcionalnih, se pravi, plateh in kvalitetah, opazimo pri vseh dušnih skupinah. In kvalitetnih pravimo funkcionalni deli, nekvalitetnim pa nefunkcionalni. No in naša Aleksandra vam bo danes to tematiko predstavila in povedala bo malce več o več dušnih skupin, ki jih razdelimo na več podskupin. Vsem pa je skupno, da so nezemeljske. Danes bomo samo o nezemeljskih. O nezemeljskih, ja. V prejšnji oddaji smo malo več poudarka dali o zemeljskih, danes pač ne bom uspela v pol urci opisati vse zvezdne in galaktične, bova pa tlele dve dušni skupini za primerjavo, recimo zvezdni vzeli ven, da bojo gledalci dobili malo občutek, tudi če imajo doma otroka ali pa če se sami najdejo v katerih od teh dveh, ali pa da ne gledaš čudno, kako je nekdo drug toliko zelo drugačen od nekoga drugega. Eni dve taki, ki zelo izstopata. No pravzaprav, o katerih skupinah govorim, kako se delijo? Ja, zdaj te skupine, jaz sem jih sicer, vse so nekako zvezdne, ker ozvezdje predstavlja vse, pa tudi če je bliže Zemlji, kot tudi če je daljša galaksija, ene pač nimajo svojega doma in jim rečemo matričari. Zdaj so to v našem sončnem sistemu, so Mintaka in Mars. Mars je tudi pozitivna dušna skupina. In potem so še Polaris, Plejade, Prokian, Sirian, Arcturian, Spica, Vega, Alfa Kentaura, Hadariani, Zmaji. Medtem ko so Zmaji negativne dušne skupine. Matričari smo rekli, da so popotniki, da nimajo nekega svojega doma, tu so neki medzvezdni nomadi, se selijo. So pa zelo pomembni, jih je zelo malo, teh matričarjev je tudi več vrst in so zelo veliko prispevali za nas, tle na Zemlji. No in čem je njihova posebnost matričarjev? Ja, da so recimo zelo blizu kreatorja. Dejansko oni so stvarniki naše, pomočniki stvarnika naše dušne matrice. Zato je tudi v moji prvi knjigi iz te tematike, še to sem hotela povedati, sicer sem avtorica 4 knjig, ampak v 2 opisujem akaške zapise osnove dušne matrice, tudi natančno opisujem vse podvrste matričarjev, oblikovalci matrice, to že beseda pove. Nekdo je mogel oblikovati, tehniki matrice, nekdo je mogel tehnično. Si predstavljamo, recimo, da mi, ne vem, mi dve bi rade gradile hišo in kaj naredimo? Nekako imamo neko idejo, kako bi ta hiša zgledala. In si jo preprosto s svinčnikom malo skiciramo. Tu so oblikovalci matrice, sicer ne arhitekti za hišo, ampak za dušo. Se pravi, si tudi skiciramo, potem ta naš idejni osnutek nesemo arhitektu. In oblikovalci matrice so tudi, pa tudi tehniki matrice, so tudi izjemni dizajneri. To so tako dobri, ne vem, meni je ena oseba, ki mi je tudi izdeluje logotipe za moje 2 podjetji, ali za eno je izdelala ena, je bila prav ena izmed teh dušnih skupin, tehniki matrice. In taki so dobesedno tehnični risari, se pravi, nekdo riše stripe, dobesedno so oni se že rodili s tem talentom, tako da ne ve se pa točno, kje je bil njihov dom, ker so neki medzvezdni popotniki. Se pravi, izvorni dom. Jih je malo, ja, zelo malo jih je. In izvorno, ja, govorimo o izvoru, prav te duše so tle med nami. Meni je ta tematika, recimo, dosti bliža, jaz sem se dosti bolj najdla v svoji dušni skupini v astrološkem sončnem znamenju, če se razumeva. S tem, da marsikdo so pa še podskupine, ampak to je pol že za cel program, to je že ogromno tega.
tudi način, kako se odčitava. Zdaj, če pač niste v tem programu, boste pač kar sami si mal po opisu najdli. Sicer pa lahko to se kdo nauči in to pol tudi drugim služi s tem, recimo za hobi ali pa dodatni zaslužek, lahko pa tudi za profesionalno delo in kariero. Vse to učim 2 leta pa pol traja program, nekako od tja skoraj 3. Tako da ja, če govorimo samo o teh zvezdnih, so z drugih zvezdnih sistemov, jih je večina v našem Osončju, pa imamo, se pravi, zemeljske, to je itak naš sončni sistem, Maldek in Mars. Te so pač mogoče bliže nam. Ne gre se pa za to, da bi bile ene bolj kvalitetne od drugih, razen ko govorimo o dušni skupini zmajev. Te so pa vedno negativne duše. To pomeni, da jemljajo energijo drugim za svoj obstoj, ker jo ne prejemajo iz božanskega vira. In to so vampirji? Ja, nekaj takega. Pa se to ni tako drastično. Tako. Tudi te negativne duše se razporedijo v 5 dušnih skupin. Za vse je značilno, da so načrtno zelo izgledajo pozitivne, zelo veliki dobrovoljčki, pripravljeni pomagati, dajejo ti milijon komplimentov, zraven njih se počutiš, kot da si zvezda padla z neba. Ampak dokler tak človek ima korist od tebe? Ja, zelo veliko. Pol pride na plan. Recimo, jaz sem ena zanimiva zgodba je bila, to sem brala v enem časopisu. Šlo se za enega moškega, delala sta v 2. Dobesedno sta si zadala nek cilj, neko žrtev. Eno žensko, ki je bila sicer bogata, ločena, važno, da je bila bogata in da je bila samska. Delala sta v skupini in to je bil velik kriminal. Eden od teh 2 je igral lopova, se pravi, se je preoblekel v enega takega strganega pobalina. Teži so jo spremljali, kdaj hodi nakupovati, najdli, ki je parkirala avto. Eden je scukal torbico iz rok, odrinil, pobral torbico in tekel. Medtem se je že drugi pojavil zraven in rekel, gospa, kaj je bilo? A nekaj kričala na pomoč. Ja, tam je v torbico. Ok, bom jaz rešil. Tečem za njim in ga ujame in vrne gospe torbico. Ona presrečna. Vi ste džentelmen, vi ste kavalir, vi ste in sploh in kako je vam uspelo, odkje ste se pojavil. In zgodba se nadaljuje, ta karizmatičen odrešitelj, ki je prišel mimo glih ta prav moment, ona povabi njega na kavo, si navežeta stike, če me boste še kdaj rabili, tle je moja telefonska, ona glih, zdaj sem pa najdla moškega mojih sanj, lep, pameten, karizmatičen, odrešitelj, rešil vse moje probleme in ljubezen na prvi pogled, Potem ji pove, da ima on jahto v Dalmaciji, ji pokaže fotografijo, da on ne rabi nič denarja od nje, da ni treba nič plačati usluge, da on je toliko dobrosrčen, da to je njegov smisel življenja, da on pomaga. Ja, da ne rabi nič, ampak ona je bila bogata, bi mu lahko plačala to uslugo, ker je vrnil torbico nazaj, oziroma lopova najdu, a ne tega. Na kar se ona zaljubi v njega, ampak ta gospod je potem dobil tle noč se začne ta glavna zgodba. Ja, zdaj njemu se je zgodilo nekaj, da banka v Švici, ker je imel denar naložen, ni neke transakcije speljala, on bi rabil ta denar, on ima ogromno denarja, ampak ta denar s tujine ni prišel na račun in on bi mogel v roku 3 dni nekaj plačati, sicer bo plačal penale in tako naprej. In ona, ja, ti si moj odrešitelj, ti si meni rešil torbico in vse to, itak, da ti bom pomagala, valjda smo ljudje tle, da si pomagamo. In na ta način ona njemu, to se govori o par tisoč evrih, denarja, več tisoč evrih,
to ona njemu da denar, ja, in pol ne more on nikoli njej vrniti. Tudi tiste jahte njegove ni nikoli videla, pa ji je obljubljal, da jo bo pelal na morje, da on ima dol celo vikendico in vse, da... In pol je rabu še enkrat ten denar, da je pol tako in tako naprej. In ženske so plačavale po 50, 60 in več tisoč evrov lepotcu, karizmatičnemu, da jih je takole sukal okrog prsta. To ti je negativna duša. V glavnem zgleda nenormalno dober in nenormalno prijazen. Načrtno. Načrtno, zelo naučeno. Se pravi, kar nekaj takih zgodb in scenarijev, nekaj jih poznam iz osebnega življenja, nekaj si pač predstavljam. To je klasičen primer negativne duše, ko ima zadaj še nek namen. Tako da so se to, več žensk se je opeklo. Ja, tako da on je zbiral načrtno žrtve. Tako da to, ko govorimo o negativnih dušah, to ni jezen, siten, ka te nerga, ka te reče iskreno, popravi to, ne delaš prav to. Ne. In tudi ni pozitivna duša, ka tisti, ki te samo hvali, samo lepe stvari govori. Ampak govorimo samo o tem, da negativne duše se vedno nekako imajo zadaj nek negativni namen. Včasih jim to rata, včasih pa ne. Mnogo žensk ni padlo na to finto, da bi pa transakcijo sprevedle, poslale. So pa tudi ženske negativne duše, da ne bomo moške govorila, absolutno iščejo priložnost, iščejo korist, vidiš, so tudi kraljice drame, se pravi, so najbolj boge, čustveno razočarane, njim je mož naredil nekaj hudega, zelo jih maltretira, zato da se ta drugi moški, ki radi vidijo ženske, ki so v težavi, da on pomaga, v glavnem one so dobričene, njihov mož je najslabši človek na svetu in zdaj iščejo enega odrešitelja in moški radi vidijo, da pomagajo, da se pokaže kot kavalir in tlega pol ona ujame na past. Na limance. Izelo, na limance, ko miško nalepilo. Tudi dost moških mi je pritožilo, da so padli v tako... Spoznali negativno dušo. Ja, tega niso vedli, mogoče bojo zdaj vedli. Lepo, da se da v bistvu to pomagati. Tudi v spletnem programu Ključ do duše. Ja, pomagati se ne da. Žal moram to povedati, da negativne duše jaz ne moram spremenjati, jih ne spremenjam, pomoči tle ni. Negativna duša se rodi, negativna in bo ostala taka. Mogoče, da spoznamo prej. Ja, to pa ja. Se pravi, pozitivnim dušam se da pomagati, da se ne opečejo, da prečekirajo, lahko je to šef, lahko je sodelavc, lahko je partner, lahko je tašča, tast. Tako da s tem moramo tudi biti pozorni. Se pravi, če imaš nekako rad svojega partnerja, moraš nekako imeti rad tudi njegove starše, ker to iz izga kri ni voda. Sigurno. Nekako, tudi če so drugačni, tudi če ni... Moraš takih sprejeti. Ja, preprosto jih moraš imeti rad z vsem, tako ko imaš rad svojega otroka, z vsemi pozitivnimi lastnostmi in svojimi trmami in zahtevami in tako naprej, se pravi s temi, ko rečemo, kiksi, pa glih tako ga imaš rad, tako pač, imaš rad tudi celo tole družino. Zdaj, problem je, če si se zelo zapletel globoko z negativno dušo, ker si že sam toliko na tleh, da niti ne moreš več iskati pomoči. Finančno te je spravil nizko, recimo čustveno te ponižuje, ne počutiš se več vreden človek, se pravi, nimaš denarja, da bi šel do koga, da bi rekel, lej, imam tistih 100-200 evrov, niti do tam ne prideš, lahko toliko ste spravi nizko, tudi čist brez usmiljenja, te lahko izkoristi. In potem se je malo težko ven z tega zvleč, ampak zmerom verjamem, da čez pozitivna duša, pa da imaš vsaj malček možnosti, da narediš en korak v pozitivno smer, da
korak za korakom pa se ti prideš do rešiš. vrat, da se rešiš z te drame. No, v svojih knjigah pa opisuješ tudi dušno skupino Vega Ja. in pa tudi Alfa Centaura in še mnoge druge, Ja. ampak dušna skupina Vega, kaj so tiste lastnosti najpomembnejše te skupine? Ja, zdaj tle smo rekli, da bi tlele dve, ki so tudi zelo novodobnih otrok je takih. Vemo, da so naši otroci bolj pogumni, ko smo bili mi, naša generacija. Mi dve smo sicer pogumne, a ne? Zelo. Si upava govoriti, nastopati v javnosti. Res je. Recimo, Glavno sporočilo morda Vega, ja. Oni nas zabavajo, oni so tle za zabavo. Tudi se pravi, življenje je kot igrišče. Igrišče. To Vega, pomisliš na Las Vegas, a ne, tam je, dobesedno je to Vega, kjer je zabava. Vemo, da je zabava kazino, žurke, muzika, to je zabava. Ti ljudje so se rodili zato, da nas zabavajo. Dobesedno je to tudi terapija. Nekdo ne misli, da moraš iti na terapijo, kristaloterapijo ali pa masažo, ali pa na regresoterapijo ali pa na hipnozo. Ne, zabava je terapija. Mislim, smeh je pol zdravja, če smo tlele. In te ljudje so tle, da nas zabavajo in s tem, ker nas zabavajo, nas zdravijo. Sicer res jih poznam kar nekaj, v knjigi sem jih točno prečekirala. Nam naj zaupaš? Ja, nekaj jih bom povedala. Tako imate vsi tlele na Štajerskem radi štajerskega Slavčka, Damjan Murko, živijo Domen Kumer, se pravi tudi Adi Smolar, ker se mi zdi, da sem ga napisala zraven. Dosti jih je teh ljudi, ki dobesedno oni radi zabavajo druge. Uživajo v tem, da osrečujejo druge. In jim to tudi rata, ne? Rata jim, pa to pomeni, da se jim tudi splača, da jim tudi plačajo. Se pravi, ne moreš reči, jaz sem umetnik, pa ne prodam nobene slike. Če ne prodaš nobene, pa bolj kakšen umetnik si. Zdaj imamo pa tudi tle, zdaj tele Vega, oni, če delajo na zabavni industriji, to je šov zabava, muzika, teater, je to super. Oni so tam doma, njega daš na oder, mu rečeš povej en štos, v tistem momentu ti se... Bo povedal dva. In zdaj lahko sem bila tudi jaz prej, ko si mi rekla, kako se z mano zabavaš, a ne? Ja, zelo. Lahko sem bila tudi jaz ten cajt na Vega zvezdi, da sem me mal... Jaz sem v šoli zmerno zabavala sošolce. Naša gostja je zelo zabavna, ob njej se vedno nasmejimo in zagotovo si bila tudi v tej dušni skupini. Ja, verjetno sem bila kaj tudi na Vega, recimo tam sem me naučil, jaz imam neki stand-up humorja, tako da mi kakšen humor, mislim, človek pol pade v šok, recimo jaz sem tako resen človek, zgledam resna, zdaj še z očali, zgledam ko ena učiteljica, ona, ki bo glih kar enega kregala, in pa me pade, skoči ven en štos, recimo, in to pol šokiram ljudi. Se pravi, Vega so zabava. Zdaj, če zabavaš, da je toliko zabave, kakor je treba, če pa gre ob nepravem času, na nepravem mestu, kaj se zgodi? Ja, glih kontraučinek. Parlament. Ja, tam jih imamo kar neki. Ja, ni glih prav prostor, kamor oni spadajo, ne bi smeli biti tam, se meni zdi. Ja, meni se zdi, da to ni njihov teater, oder, ja, čeprav sem rada gledala poročila, ko je bilo nekaj tam zabavnih, ne bom imenovala, eden od teh je že pokojni, to je bilo že toliko let nazaj, da je eden enega usmodil s časopisom poglav in to smo govorili vsi o tem, sicer je bil moj vaščan že pokojni. V glavnem, to se je pol 2 meseca govorilo o tem, jih imamo še tam, ampak to ni, so zabavni, so karizmatični, privabijo pozornost, ampak to ni področje, ker bi oni, čeprav se trudijo, da izgledajo resni, ampak oni so zabaviščniki in ne grejo v zabavo. Nekaj v politiki delajo škodo. Tako da Vega so ljudje, ki nam
ki so tle, zato da bi nam predstavili, da je življenje na tem svetu zabava. Zabava nas zdravi, opogumlja, počutimo se fajn. Pa imajo kakšne negativne prispodobe? Ja, zdaj vega, dušna skupina lahko tudi pobegnejo, nekako da ostanejo v svoji zabavi, da se ne soočajo z dnevnimi stvarmi, da recimo najhuj za njih je, če so na nepravem kraju, na nepravem mestu in s tem povzročajo škodo vsem. Se pravi, kjer je zabava, ne bo zabava, kjer ni zabave, humor, ja, humor je začimba v vsakem poklicu, pa če si kuhar ali pa ko jaz karmični diagnostičar, če moraš samo resen biti, pa se ti ljudje nas sprostijo. Tako da vega, najhuj za njih je tudi, da so jih starši zatrli, da si ne upajo na oder svojega življenja. Oni uživajo, ko so na odru. Oni uživajo, da so pod žarometi. Preprosto jim je to fajn. Sej ponavad se tak otrok ne rodi staršem, ki bi ga dobesedno zatrl, mu rečejo, ja, se si fajn, se si zabaven, ful si faca. Ampak se tudi zgodi, kdaj, da ima kdo kakšno tako karmo, da je šel pa svojo zabavo v kontrasmer, da se pač rodi staršem, ki zatirajo njegov zabavni del, da postanejo preresni, prezagrenjeni, ali pa da postanejo copy-paste, recimo. Ker tudi biti karkoli si, en cajt že delaš tako kot učitelji, tudi igraš muziko od drugih, ampak pa moraš pa tudi nekaj sebe dati noter v vsak posel in poklic. Da si potem uspešen, ne? Ja. Kaj pa skupina Alfa Kentaura? Kakšne sporočila imajo pa ti? Joj, Alfa Kentaura, recimo, oni so glih kontra. Tu pri njih je recimo, oni so varuhi našega planeta. Alfa Kentaura so tehniki, tako tehnični tipi in dobesedno pri njih imaš občutek, da so ljudje brez sočutja. Ampak to še zdaleč ni res. Pravijo, da je sočutje tisto, ki nas dela, da smo normalni, za razliko od psihopatov, avtistov in tako naprej, da oni, ki imajo sočutje, so normalni, oni, ki ga nimajo, so pač filmsko psihopati ali pa diagnosticirani avtisti. Ampak to ni res. Alfa Kentaura so dušna skupina, ki delujejo, kot da nimajo sočutja. Dejansko tak svet ta rabi, to so pozitivne duše. A si lahko predstavljava, da bi midve vozile rešilca, pa da najdeš enega tam, recimo, ne vem, a si lahko predstavljaš, da bi mogla to? Ne moreš, a ne? Ne moreš, jaz tudi ne. Kaj bi pol sanjala 3 noči, bi bila zatraumirana toliko. Ampak nekdo to zmore. Nekdo to zmore biti policaj, voznik rešilca, tale kirurg, nekdo dobi tam človeka, ki ima hude telesne poškodbe in njegova naloga je, da to tehnično naredi. Tako kot če peljemo karambuliran avto k mehaniku. To hitro tehnično naredi, ne pade v šok. Jaz bi padla totalen v šok, jaz nisem za to. Ampak ta svet take ljudi rabi. Sigurno. Alfa Kentaura so dobri tudi terapeuti, recimo zakonski terapeuti, zato recimo pri terapijah je takole, da se nikoli ne smeš potegniti, da te pacient potegne noter v svojo dramo, da se ti začne tkaj zelo smiliti, da boš joko zraven njega. Ne, ti moraš ostati zunaj, na svojem, imaš sočutje do njega, ampak ne jočeš z njim, ne padeš noter, zato da ga lahko potegneš k sebi ven. In tako so Alfa Kentaura tudi dobri terapeuti, psihologi, ker zelo tehnično gledajo na stvari, kako morajo delovati. To jih je malo in ta svet jih malo ljudi, kar neki otrok je takih in tukaj prosim tudi vse starše, da če vidijo otroka v tem, da ne pomislejo, da je avtist, ta prva stvar, lahko je Alfa Kentaura.
zelo poseben človek in da pač ga spodbujajo, da funkcionira na pozitivnem aspektu in da ga ne spodbujajo, da deluje na negativnem aspektu. Po opisu v tej prvi knjigi Osnove dušne matrice, Akaški zapisi. No, takih otrok je veliko, zato mogoče priporočilo, da si starši res kupijo knjige, da preberejo, da morda spoznajo te dišne skupine in da na tak način pomagajo svojim otrokom, ne z zdravili. Ja, absolutno. Treba je poznati dušo nekoga doma, ker ne moramo kar iti šolski svetovalni službi, psihologini, sociologini, ne moramo prebrati milijon knjig, ker knjige, recimo, kako vzgajati otroka, čustveni in vedenjski razvoj otroka od tega do tega leta, od tega do tega, to so super knjige, ampak še vedno dajejo splošna navodila za vse otroke. Medtem ko tle imaš navodila za vsako dušno skupino posebej, seveda jaz to učim v tečaju, a ne, knjiga je sicer dobra za tiste, ki dvomijo, bi prišli na tečaj ali ne, da malo vidijo, ker je to učbenik za bodoči tečaj, eno od teh dveh, oziroma za prvo stopnjo in za drugo in tretjo. No in zagotovo imamo doma partnerja, otroka, prijatelja ali starša, ki je povsem drugačna duša od nas in bi na nek način radi, da so nam podobni, da delujejo in smo zaradi tega tudi razočarani. In mogoče jim poveva, da je Ključ do duše tisti spletni program, kjer jim lahko pomagaš, da nekako najdejo svojo izvorno dušno skupino in da začnejo na nek prav način, v pravo, primarno dušno naravo, da začnejo delovati. Je tako? Ja, nekako tako. Je še ogromno, to je ogromno teorije, to dušna skupina je samo en majčken detajl, en majčken košček, kako bi rekli, če vidiš človeka tako, potem so mišice samo en del tvojega telesa, kosti je drugi del, limfe so tretji, krvni sistem je, prebavni sistem, vsak organ posebej in vse skupaj nekako tvori celoto. Tako je tudi duša, tako kot naše fizično telo, ima ogromno teh zgradb, ogromno teh komponent, komponente so med sabo povezane. In tako, ko je fizično telo nekoga sposobno za eno delo, recimo že če pogledamo prste, jaz hitro slepo pišem, nisem pa dobra za kakšne druge ročne spretnosti. Ja, za ročne jaz sem, za težke. Ne maram, recimo, da kdo podrgne po kamnu, mi delam ravlince, se pravi zidar bi bila slaba. Ja, ful me skeli. Mi delam ravlince po roki, če vidim, da kdo kamen poboža. Recimo, zdaj drugi ima drugačne roke, en uživa v kamnoseštvu, v polaganju tega. Se pravi, kako imaš drugačno nagnjenje, drugačne roke, dobesedno je tudi duša drugačna. Zato je fajn, da ne zahtevamo od nekoga drugega, da bi bil drugačen in da tudi on ne vztraja na nefunkcionalnem aspektu. Ker pač imamo ljudje funkcionalni in nefunkcionalni. Nefunkcionalni te pelje stran od obilja, obilja ljubezni, prijateljstva, razumevanja, dobrih odnosov, tudi od obilja denarja, te pelje nefunkcionalni, medtem ko funkcionalni del te pa približuje temu, kar si na nivoju duše, ti da več, rečem, bogatstva v vseh pogledih in vseh pomenih. No in posameznik se lahko bolje spozna, pride do sebe, tudi na spletnem programu Ključ do duše. Tam celo delamo. Tam, potem, ko se programa nauči, še zdaleč ni vse. Dobesedno začne, eno je teorija, drugo je, da v praksi. In ker v praksi mora človek to, rabi pri meni 2 do 3 ure časa, toliko časa mora imeti na teden in potem
te, kar se nauči, tudi vpeljati v življenje. Se pravi, če bi šli za dieto, a rabiš se naučiti kuhati sestavine in potem tudi to pojesti, da pride v telo. Pri meni je treba, zato traja 2-3 leta, ker v enem mesecu vikend telo ni nič, a ne vikend delavnice, ne narediš nič, pa si spet isti. Se pravi, to neke stvari moraš trajno, ne? Spoznavaš sebe in 4 klijente lahko nekdo, ki se pri meni uči, on ima za vaju še 4 klijente. Ponavadi jim rečem, če bi šla za frizerko, imaš lahko še 4, ti jih pogledam, ne? Zraven in ko vidiš, kako smo ljudje različni, ne? Oni bojo veseli, ko dobijo določeno storitev zastonj, ti boš pa tudi zadovoljen, ker si spoznal njih. Tako. Aleksandra, hvala lepa za gostovanje, za zanimivo temo. Ja, dragi moji, vam pa hvala za pozornost. Seveda, če vas teme zanimajo, si jih le poglejte tudi na YouTubeu. Sicer pa kmalu se zopet vidimo, bodite v najini družbi tudi naslednjič v oddaji Čajanka za dušo. Srečno do takrat.